Lep pozdrav, Lara. Živijo. Danes smo te povabila, zato ker si ena izmed dveh v Zlatarstvu Prosenca, ne? Ki skrbiš za, recimo danes bomo večinoma govorili o poročnih prstanih in poročnem nakitu nasploh. Pa mogoče na začetku dam kar tebe besedo, da ti mičken več poveš o vama z očetom in o tem. V bistvu pri Zlatarstvu Prosenc mi smo družinsko podjetje. Jaz osebno sem že 4. generacija. Pred mano, mislim, prvi je bil pradedek, pol za njim dedek, ki sta v bistvu pol z očetom skupaj delala. Zdaj pa v bistvu jaz pa oče skupaj delamo, no, tako da je že v bistvu kar ena dolga tradicija za nami, no. Kje pa poslujete? Drugače pa smo iz Celja, tudi naša zlatarna je v Celju, tako da ja, to je naša edina lokacija, no. Ja, saj. Verjetno, mislim, pri poročnem nakitu, če govorimo o porokah, to ni taka težava, niti mislim, se verjetno pripeljejo tudi iz drugih mest. Ja, v bistvu pri nama je tako, no, da imamo stranke iz cele Slovenije, pa tudi iz tujine, tako da glede tega res ni problem, no. Tudi iz tujine? Ja, tudi iz tujine pridejo, ja. Zanimivo, tako na začetku nekaj, kar nisem pričakoval. Ja. Kako se je pa začela, če gremo bolj na tebe zdaj, ker očeta ni zraven, pa ga mičken v zadnje danes. Kako se je začela tvoja zgodba pač v zlatarstvu, pa o tem, da si se mu pridružila? Pač v bistvu jaz že to spremljam čez celo življenje, že od malega, no, ko sta me in dedi in oči sta me zraven v delavnico vzela in sem to pač spremljala čez celo življenje in v bistvu se mi je že neka pot napisala, ali kako bi rekla, no, in v bistvu ni mi bilo to prisiljeno na noben način ali pa karkoli, ker veliko ljudi si misli, ne, da mi je bilo mogoče malo nepotisnjeno, ampak ne, v bistvu, no, sem sama nekako prišla do tega, da me to zanima in da bi to rada nadaljevala, tako da. Ja, glede na to, da sta te vozila s sabo v delavnico oziroma zlatarno pa tako, ne. Ja, se lahko vpraša pač to človek, kar si ti rekla, da ti je bilo prisiljeno, pa ne. Ampak v bistvu, jaz sem pa vmes pomislil, sta pač dve možnosti, a ne. Ali se ti to čisto tako zameri, ker si pač tam, pa opazuješ nekaj, kar te ne zanima, ali te pa to toliko zanima, da se dejansko odločiš pa predlagaš verjetno očetu. Jaz bi pa bila več časa tukaj, kakor sam kot otrok, ampak bi se še kaj več naučila, a ne. Ja, v bistvu jaz sem že med osnovno šolo, mislim, da sem začela in med temi poletnimi počitnicami, no, sem v bistvu tudi v delavnici preživljala pa že začela delati neke svoje stvari, no, tako da, že kar hitro, no, če lahko Pri rečem. 14 svoje stvari. Ja. Mislim, tako sem rekel leta zdaj, ampak. Ja, no ja, v bistvu ja, tu nekje, ja. Pri 14 letih že, ja. Zanimivo si je predstavljati, ne, pač. Ja, kar dosti ljudi, no, ko sem jim povedala, so bili tako, že? Ja, veš tako, prvi prstan, kdaj ga imaš prvo verižico, pa to, ti si pri 14 narediš svoj prstan, pa svojo verižico. To je kar zanimivo, ja. Ja, mislim, so bili začetki, ampak ja. Ja. Če pa gremo malo na poroke, še jaz kar lahko nadaljujem, lahko mi dovoliš, a ne, to vidiš. Pa takoj začnemo s takim najtežjim verjetno vprašanjem, res, ja. Kakšna je največja napaka para, ko pride k vama, pa pač ima neko idejo, verjetno veta, kaj rabita, če ne druga, ker se bo ta poročila. Ampak kakšne so pač največje napake, ta vprašanja, ki jih postavijo, pa ste takoj tak, bomo mogli mičkeno drugače razmisliti, pa kaj drugače narediti. Tako bom rekla, no, zdajle v zadnjem času ful poteka neko tako prek Facebookov pa tega, no, da ko prideš v zlatarno, nikakor ne smeš reči, da si prišel po poročne prstane, ne, ker bo to cena krat 3. To tako po mojem vsi poročni ponudniki poznamo, ne. Ampak pač ne vem, od kje se je to vzelo, karkoli, ampak to pač enostavno ni res. Pač poročni prstani so poročni prstani, no. Ni zdaj, da bo cena krat 3, ker pač mislim, vsaj pri nama, ne, no. Tako da, to se mi zdi, da največja napaka je to, pa mogoče to, no, tudi, da si nekateri pari so res, ne vem, sploh nimajo ideje, kar bi želeli in v bistvu pridejo čisto z glavo so čisto neke drugje in v bistvu pol, ko gledajo, sploh ne vejo, kaj razmišljajo, niso pri stvari, no, in je to tudi naporno za naju, bom rekla, no, in tudi za njih same, ker v bistvu gledajo, sploh ne vejo, kaj bi želeli, tako da v bistvu je fajn, no, da par vsaj malo razmisli prej o tem, kaj približno bi si želel, pač mislim, ne točno razdelano idejo, ker pač ne, ampak vsaj, no, da imajo, ne vem,
si želim, ne vem, iz belega zlata, rumenega zlata, itd., itd., no. To, no. Saj neke osnove, ne? Ja, Da lahko saj ljudje neke, poizbirate ja, iz tega. da so neke osnove razdelane, no. Drugač pa pri cenah, ja sej, pri vama res ni logično, mislim, da zdaj je 3-krat višja cena zaradi tega, ker konec koncev prsta narediš za katerikoli dogodek. Ja, Verjetno so kaj drugačne zahteve, ampak ne pa bistveno, ne? ja, Razumem pa pač kakšne ponudnike, tudi fotografe med drugim, ja. ker pač je drugačna priprava na ta dogodek in mogoče tudi je prav, da par razmisli, a bo vzel za nekoga, ki pač še ni pripravljen na te stvari, pa ne ve točno, kaj vsega lahko doleti. Se fotkat, upam, da zna vsak, ki se pač ponuja na trgu poročne fotografije, ampak tako nisi pa, ne pričakuješ pa vseh dogodkov, ki jih nisi še doživel. In nekdo, ki ima več izkušenj, pač bolj pozna in tudi verjetno kak procent več zaradi tega zaračuna, kar je logično, a ne. In tukaj so recimo tudi, ne vem, pri poročnih tortah in tako naprej, se verjetno ne splača ravno sam poceni gledati stvari. Definitivno, ja. So pa pač ja, dejavnosti, ki pa nimajo dejansko nobene razlike, je to poročna ali pa je to pač vsakodnevno, kakorkoli že pač nakita. Ja. Kaj pa zdaj, ko smo se malo dotaknili strank, kaj pa bi nekaj, da bi rekla, kaj bi si želela, da bi stranke že imelo vse razdelano, ko pride po poročen prsten? V bistvu, no, tako sem prej omenila, da imajo vsaj neke osnove razdelan, ali si želijo belo zlato ali rumeno, ker pač ženske, no, bom rekla, ponavadi že vsaj vemo, ali nosimo, ne vem, belo zlato, rumeno zlato, ali si želimo mogoče kombinacijo, no. Nekateri pari pa res sploh pač nimajo te in že to je, ne vem, čista osnova, da ti izhajaš, ne vem, kako barvo zlata bi imel. Od tega gre pa vse naprej, tako da v bistvu to, no, je nek začetek, da vsaj imamo to razdelan, pa v bistvu, no, da imajo tudi v mislih, da pač svoje delo, kaj dela, a delajo bolj z rokami, ali so pač bolj ne delajo nekih fizičnih del, no, zaradi tega, ker je pač tudi s tem pogojeno, ali bo, ne, zdaj tisto, ko dela nekaj ful z rokami, si ne more najtanjši prstan vzeti, ne, tako da tudi to je mogoče fajn malo razmisliti vnaprej, no. Pa cena je pol tudi povezana s kakovostjo, itak verjetno. Tako bom rekla, ja pa ne, no. Zdaj, tako bom rekla, no, zdaj, ja, definitivno najcenejši prstan je najtanjši pa ne, ampak ne moreš ti razmišljati samo za poročni dan, da boš imel tam lep prstan, ampak moraš razmišljati v celi življenjski dobi, ker pač poročni prstan je res prstan, ko ga imaš vsak dan gor 365 dni na leto, ne, in je res to neka stvar, ki pač mora biti zdržljiva, ne. In v bistvu, no, ja, če ti vzameš najcenejši prstan, bo najtanjši in ja, pač bo to posledično nižja kakovost, ne. Pri ženskih prstanih bom pa rekla tako, no, pri ženskih poročnih prstanih so ponavadi kamenčki noter v prstanih in tu pa poznamo cirkone, ponavadi, no, cirkone pa briljante, no. In to je pa, da malo razložim tehnično razliko, no. Cirkoni so sintetični kamni, imajo trdoto od 7 pa največ do 7,5 na lestvici do 10, briljant je pa naraven kamen, imajo trdoto od 10, kar je pač največ. To pa zdaj pač v praksi pomeni od začetka pač bo ta isto izgledala drug drugemu. V roku 5 let se pa da mogoče cirkon malo poškodovati, se ga, ne vem, kak ris naredi, lahko tudi poči pa pade ven, v glavnem ne sveti se več tako na začetku, briljant bo pa res celo življenjsko dobo se enako svetil kot na začetku in pač tako kot sem rekla, glede na to, da je to prstan, ki je res ves čas na roki pa za daljše življenjsko obdobje, ne, se pol tudi, mislim, midva priporočama, da se vseeno vzamejo briljanti, da pač se naredi ta, malo več vložiš v to, ampak je pol hvaležno na življenjsko dobo, no. Ja, in v bistvu, no, tudi pri tem bom rekla, da je tu cena povezana, no, s kakovostjo, tako da. Kaj pa, če se cenejši vzamejo, pa pač pobledijo, ali kakorkoli že, a se jih da zamenjati? Mislim, ja pa ne, no, bom rekla, odvisno, no, na kateri par. Zdaj, če ima kamenčke okoli in okoli, bo to res malo težja varianta, no. Zdaj, če je samo par kamnov, se jih da menjati, ampak. Tudi verjetno dražje, kakor če bi v začetku vložil v... Ja. Mislim, tako bom rekla, no, saj, če se kak kamenček razbije, pade ven karkoli, je to tudi pač pri nama, se bomo pa verjetno tudi navezali na to, se v bistvu je všteto v ceno pač popravila, ni to noben strošek, tako da, no. Aha, je tako narejeno. Ja. Okay, pa
To je pa dobro več. Ja. Ko mi jaz prišel do svoje poroke, ne vem, da se bo to zgodilo, ampak ja. Še naslednjega ukradel. No, dej. Kaj pa recimo, glih prej mimo kamer smo se malo dotaknili nekih zanimivih trendov in ne vem, kaj vse. In me zanima, kaj je pa trend pri poročnih prstanih, ki bi pa rekla, da te pa preseneča? Najbolj, no. Zdaj, tako bom rekla, verjetno to tako vse posod, ampak to je minimalizem. Tako je vse posod, se gre na minimalizem, tako se tudi pač pri poročnih prstanih gre čim bolj minimalistično. Pač včasih je bilo, da je bilo, no, ne vem, vsaj pri ženskih, da je bilo čim več kamenčkov, da se je čim bolj svetu, da se je pokazal, ne, tu sem, ne. Ampak zdaj, no, pa je vedno manj, mislim, vedno bolj se gre na neke bolj osnovne stvari in ja, tako da, bolj to, no. Nekih drugih trendov pa ni, da bi rekla, no. Se mi zdi, da se ljudje ful bolj kažejo z nekimi zaročnimi, kot Ja, pa na koncu ja, bolj to, sporočni. ja, bolj to. Ampak še vse je zanimivo, da minimalizem, tako ko gledaš social media, pa vse, kar so vsi Treba pokazati. danes ful bolj kažemo, pa hvalimo, kakorkoli. Pa da smo pri tem še vsem pač tako, da s minimalizmom je kar zanimivo. ker Ja, si- no, tako bom rekla, tako je rekel, no, bolj se zaročni prstan kaže, kot pa pol, no, poročni. Zaradi tega, ker en izmed trendov sicer ni glih najbolj nov, ampak je to, no, da ženske nosijo zaročni pa poročni prstan skupaj. To je že en trend, ko vztraja že, bom rekla, 10 let. Tako da v bistvu mogoče je to. In v bistvu ja, no, pri tem je tudi, da se zaročni prstan, no, ful pokaže, ne, poročni pa pač zraven. Dodatek. Ja, ja. No, zdaj, ko smo pri tem, mene zanima, koliko je pa recimo od tega, da ne vem, stranke kombinirajo prstane, da ste nek skupni dizajn, torej če se da skupaj, da lahko rečeš, ok, da pa res pašete skupaj. V bistvu pri nama je tako, no, da že imamo neke predvidene pare. Na vsako kolekcijo imamo neke predvidene pare skupaj, ni to zdaj pač obvezno, da se vzame iz para, ampak že v bistvu po dizajnu nekako grejo skupaj, če pa pač stranka, ne vem, moškemu ni všeč predviden moški prstan, pa bi imel neko bolj klasiko, pa čisto mod pač brez problema, no, tako da. Se pa bolj v zadnjih časih, no, da se nekako skupaj povezujeta, no. Bolj se mi zdi, da je to pri teh sodobnih, da hočejo imeti nekaj bolj povezan skupaj, da se res vidi, da gre ta skupaj, no, prstana. Jaz na poročnih sejmih doskrat gledam, ker nekako ste vedno moji sosedi, zlatarji. Ja. In pač vmes, ko se zgodijo kakšne minutke, ko pač nimam kakega pogovora, pa gledam, kako se pri vas dogajajo stvari. In je res zanimivo. Ja, pa mislim, že tako na sejmu je veliko stvari, ne, na sejem prinesete vse, verjetno v zlatarni še vse več tega. Ja. In če bi jaz mogel med tem zbirati, bi lahko moja Lara zbirala čist proste vole za mene in za njo. In karkoli bi pač zbrala, bi rekel najlepša hvala in to je to. Ker včasih je to težko med to Ja, toliko izbiro. res, ja, res. Pa sploh na sejmih se mi zdi, no, če se lahko tega dotaknemo, se mi zdi, no, ko pride par, pa si gledajo, pa ne vem, da zdaj povzamem na zlatarje, ne, ko pridejo gledat, pa nas je, ne vem, zlatarjev enih 6 ponudnikov, pa vsak nas ima po ne vem koliko pač parov, mislim modelov, ne. In da se lahko eni dejansko na sejmu odločijo, meni so pač fenomeni, res. Pač mislim, hvala Bogu, da se lahko, ne. Ampak jaz sama pri sebi vem, da bi to bila težka odločitev, no. Mislim, ampak po drugi strani je pa tako, no, če ti res pade nekaj v oči, tudi tako, no, pri strankah opažamo, ko pade nekomu nekaj v oči, se pa nekako vedno nazaj k temu vrača, no. Si še pogleda kaj druga, ampak se vedno pa na koncu k temu vrne, no, tako da. Na prvi pogled, Ja, najlažje se kar odločiti, Ja. pa zaključiti, ne. Ko najdeš je to. Ja. Ja. Včasih, ja. A se pa zgodi tako na leto, da je pa nekdo želi nekaj čisto unikatnega, čisto, no, XY drugno. Se zgodi velikokrat, no, tudi več primerov na leto, no. In iz ženske smeri in iz moške, no, kar je meni malo presenetljivo, ker ponavadi, no, ne bom rekla za vse, ampak večina moških pač želi neko klasiko, ker pač se logično noben moški ni, v bistvu skoraj noben moški ni bil prej navajen prstana nositi, pa si želi pač nekaj čim bolj klasičnega, da ga bo čim manj motil, ne. Ampak pa imaš pa ene, ko ti pridejo res z tako idejo, da tebe po tleh vrže res, ampak dobro, no, na koncu res vedno dobro izpade to, kar si zamislijo, no, tako da.
To je glih na ono, ko smo se že v prejšnjih podcastih pogovarjali, da pač, ja, moraš narediti res, tak, da je tep najboljši. Kako je pa tebi to zanimivo? Mislim, si predstavljam, da večino časa delaš relativno podobne izdelke, ker smo pač vsi ljudje nekako tako boxed in. In pol, ko dobita teh parov na leto, ko so pa tako čist ven iz tega. Ali je to ful boljš ali je to prevelik pritisk oziroma imaš tako? Pa ne, v bistvu se mi zdi, da je po eni strani je fajn izziv, da dosežeš tisto, kar si oni res zamislijo. In pač po drugi strani je pa tudi fajn zaradi tega, ker greš ti mal ven iz tega, no. Ja, točno tega, no. Mislim, točno to. In je fajn, no, dobiti neke unikate za delati, no, tako bom rekla. Zdaj mi jaz skozi gledam ta vprašanja in seveda se bo vse porušilo zdaj pa mene nekaj zanima. Zdaj pa mene nekaj zanima. Smo prišli do teh klasičnih prstanov, pa do teh nekih posebnih želja. Kako nastane poročni prstan? Jaz ne vem, koliko ljudi dejansko ve. Jaz pač priznam, nisem nikoli gledal, ni me nikoli zares zanimalo, ampak zdaj, ki si ti tukaj, zdaj me pa zanima, kako dejansko nastane pač prstan, ki ga pol nekdo da. V bistvu vse se začne pač z materialom, pripravo samega materiala, da mi izdelujemo, v Sloveniji se izdelujejo prstani večino iz 14-karatnega zlata, tako da se v bistvu prvo začne priprava materiala, potem se pa začne, sicer odvisno, bom zdaj povedala čisto za en klasični model, se v bistvu začne oblikovati pač krog in pa gre na vse na naknadno obdelavo, no, ampak začne se vse s krogom, bom rekla, no. Nekako more biti, ne? Ni veliko ljudi, ko imajo okrogli prstanov. Tako, ja, no, tako da, ja, no, je pa to kar postopek, sploh pač pri ženskem prstanu, no, pa ko gre za obdelavo kamnov pa tega, no, je to kar dolgotrajen postopek, no, pa tudi bom rekla, da moraš biti zelo natančen, zelo potrpežljiv, vsak detajl je pomemben, tako da, ja, no. Zdaj bi se glih to, ko smo govorili, vse se začne s krogom. Pa se kdaj, kateri par pride pa tak, da bi imel pa, ne vem, ogrlico ali nekaj, ali pa da se naknadno... Namesto poročnega prstana, da se naknadno nekaj odločijo. To mi zdaj ne pride glih na pamet, imam pa v mislih eno stvar, ko je pa v bistvu šlo se za eno zdravnico ali medicinsko sestro, je pa v bistvu ni mogla nositi prstana na roki, ker pač zaradi službe vse, ne, in si je v bistvu pol dala delati prav en poseben obesek je, na verižici, ki v bistvu daš prstan gor in ti v bistvu tako dol visi obesek in je v bistvu, mislim, prstan in ti fula prepričan. Tako da v bistvu bil poročni prstan, ampak je bil obešen da ga lahko vseeno nosi vse čas. Koliko časa pa traja, to še nisem zvedel, koliko časa pa traja izdelava poročnega prstana, če ni to skrivnost? Ne, ni. Zdaj tako bom rekla, če je res nuja, je lahko izdelan tudi v roku 2 tednov, ampak no, je pa zaželeno veliko prej priti, no. Mislim, bom rekla, da smo že imela enih par primerov, ko so prišli, jaz se pa poročim naslednjo soboto, pa smela sem tak, okej, nisi prej vedel, da se poročiš. Tako kakole luknjo zvrti, pa si dela prstane. Ne, pač, mislim, tako bom tudi rekla, da eni ful nimajo občutka, kak je to sploh, ne vem, eni pač, tako se tudi zlatarji med sabo pogovarjamo, kot da ljudje pridejo v trgovino, pa bi želeli nekaj iz police vzeti pa kupiti. Točno tak včasih izgleda in se mi zdi, da sploh nimajo občutka, no, da se v bistvu vsaka stvar pač posebej izdela za vsako... Custom made za vsak prstan v bistvu. Ja, in v bistvu ne gre to, ne, iz danes na jutri. In spet novo vprašanje. Kaj se pa zgodi z vsemi temi prstani, ki jih je prvamo v zlatarni 6000? Aha, ti modeli? Ja. Ti modeli v bistvu nastajajo že leta in leta, nastajajo te kolekcije, no, tako da v bistvu tudi grejo z nami na vsak sejem, pač vsakič, ko pride stranka, si, mislim, pogledati te poročne prstane, so pač za pokazati to, tako da se kar kopiči kup, bom rekla, no. Tudi 20 let stari še vedno ostajajo. Mislim, bom rekla, zdaj počas ti, ko pač opažamo, da niso več v obtoku, jih
počasi dan devama, jih zamenjamo z novo kolekcijo, tako da ja, no. Aha, Ja, ampak je kar dost. vedno večji avto. Ja, takega ja, telefona. res je. Prej si že povedala, v bistvu, kako si začela, pa pač v samem zlatarstvu pa to. Ampak kako ti je pa delati s poročnimi pari, oziroma verjetno, ko si ti prišla v ta posel, je oče, pa vsi prejšnje generacije, so že delali poročne prstane in tako naprej. Ampak a opažaš razliko med pač tem, ko prije nekdo po, bom rekel temu, vsakodnevni nakit, čeprav verjetno vsakodnevnega nakita ni tako, zares, tako sem rekel, tako simpel, pa poročni nakit. A je drugačen pristop? Ja, definitivno je. No. Se mi zdi, da poročni nakit, poročne prstane je zelo fajn delati, zaradi tega, ker si v bistvu si ti del zgodbe enega para. In se mi zdi, da je to pač taka ful lepa stvar. No. In v bistvu je, ko delaš ti poročni nakit, ne, se ponavadi začne z zaročnim prstanom, da pride pač moški po zaročni prstan in se v bistvu že tu pot začne. Ne. In pa v bistvu se nadaljuje na poročne prstane, si prideta pogledat, pa vmes pri nama je tako, no, da se ena proba naredi, pa ko prideta pokončno izdelane prstane. In se mi zdi, da je taka res lepa zgodba, ker na koncu, ko pridajo res že pokončane izdelke, ko vidiš one srčke v očeh, ko res nekoga narediš pač srečnega, ko jim je res ful všeč, ne, se mi zdi, no, da je ena taka ful dobra, no. Tak dober občutek ti da, no. Dobro delo smo si vsi skupaj zbrali, ne? Tako, jaz se vedno hecam, pa tako biti avtomehanik res ni fajn, ne? Ker noben ni vesel, ko prijeti, ja, vedno en strošek, ki ga v bistvu ne rabiš, ne želiš si ga. Tako na poroka je tudi dokaj velik strošek, ampak še vseeno je pa Si zraven v nekem najlepšem momentu od nekoga. Točno to, sodeluješ v tej zgodbi, no. je tudi za nas velik plus. Ja, in tudi v bistvu pri nama, no, je tako, ko prinesejo pač ljudje pol, ne vem, po parih letih na čiščenje, karkoli, no, in se to pol, mislim, pri nama je tako, no, da gre na vsako leto, je pač vsakoletna obnova in pol eni pari se res tega držijo in ti pridejo vsako leto in pol še v bistvu naprej vzdržuješ, no, ta stik in se res včasih prav spomniš, ko pride kjer par, pa se spomniš, ko so prvič prišli, pa si gledali prstane, res ful laver, no. Mislim, da en drugemu krademo danes. Se pa v redu, malo smo se dotaknili tega, da pač glih en teden, 2 tedna pred poroko in mogoče ni pravi čas. Koliko prej pa je pa dobro, da se par oglasi mimo? Zdaj, tako bom rekla, no. Zaželjeno je tako, da je res nek fajni časovni okvir, tako vsaj pol leta prej. No, zaradi tega, ker si tudi par si naredi eno kljukico, ima eno skrb manj, midva si lahko delo naprej planiramo in je v bistvu pol tudi malo vse lažje, no, zaradi tega, ker tako, kot sem prej omenila, pri nama je v bistvu tako, da par, ko v bistvu naroči prstane, še pol vmes pride enkrat na probo, kjer se v bistvu izdelajo čist osnovni obročki v neki čist surovi obliki. Par pride, da pač to poskusi glede velikosti in takrat na probi pač povečujemo, pomanjšujemo prstan milimetre gor dol, da res zadanemo tisto pravo velikost, no. Šele potem čist na koncu pa pač pridejo po prstane, ponavadi, ne vem, nekje en mesec prej, no, da jih imajo doma, da nimajo pol nobene skrbi dodatne, no, pred poroko, tako da, ja. Zdaj pa bi se zdaj smo že bili na probi pa to, ampak kako pa pri vas poteka ta nek prvi sestanek? Čez kaj vse se gre, smo že rekli, čez kaj delaš, uporabo itd., ampak kaj zajema prvi sestanek? Pa še ob tem, kako se zgodi sploh prvi kontakt? Ponavadi velikokrat kar prek telefona, da pokličejo, mogoče tudi prek maila, tudi velikokrat, no, sejm zelo veliko prinese. Ampak, no, ponavadi je tako, da se naročijo na termin. Že naprej je pač povedano, da je fajn, da se naročijo na termin, da ni pač slučajno istočasno še kjer drug par. V bistvu potem par pride na termin, si v bistvu že naprej, ne vem, midva vprašamo, če ima, ne vem, kakšne želje, če si že pač naprej kaj pogledali, kar bi jim bilo všeč, pa v bistvu pokažemo vso kolekcijo, se vse pač pogovori glede tega, kar sem pač prej omenila, ali delajo z rokami itd. In v bistvu, no, potem, ko gremo v nek ožji izbir, kar jim je všeč, no, se pol tudi pogovorimo glede pač cene,
potem tudi pardon. Ni panike. Tako da v bistvu tudi par pove, če ima ne vem kakšne želje glede ne vem personalizacije, če je kaj tudi takega, se pač zriše tam na mestu. Tako da v bistvu tako poteka prvi sestanek. No, pač če je uspešen, se že tudi pol kar na prvem obisku pol odločijo za naročilo, no, če ne pač še enkrat morajo priti, ne. Tako da. Kaj vse pa vpliva na končno ceno? Kot sem že prej omenila, je to, ali je pač potežje, mislim, pri poročnih prstanih se gre, koliko je, ne vem, prstan sam težek, sam po sebi, zaradi tega, ker pač vemo, da je zlato pač kar draga surovina, ne. Tako da v bistvu po sami teži prstana se gre, pol pri ženskem, kot sem prej omenila, ali imajo kake kamne imajo not vdelane, zdaj pač, če ima prstan par kamenčkov noter, ni neke velike cenovne razlike, ali si vzame cirkone ali briljante, če pa je v bistvu kamen sestavljen sam iz kamnov, je pa v bistvu pol cena prstana sestavljena sam iz cene kamnov, bom rekla, no. Tako da v bistvu pri tem, pa v bistvu tudi, bom rekla, kakšna je zahtevnost prstana, ker zdaj pač, če je nekaj ful zahtevnega, ne more biti enaka cena, kot pa nekaj čisto enostavnega, no. Tako da v bistvu po teh nekih principih, no, se bi razdelili. Vmes sem dobil si mi je še eno vprašanje poravnal, jaz sem še vedno pri izdelavi prstana. Včasih, pa dostikrat vidiš tako prstane, tako malo tablica, malo belega, pa malo tega rumenega, zlata, kako se reče, ki se tako prelivata oziroma pač srečata na pol. Kombinacija, ja. Kako pa to nastane? To naredite dva prstana, pa pol švajsate skupaj? Ja, v bistvu, ja, na tak način, no. Zdaj v bistvu tudi odvisno, kako so sestavljeni, ampak ja, dejansko sta dva belo pa rumeno zlato skupaj, no, spojena, tako da. Simpel. Ja. Sem si predstavil, čisto prav sem si predstavil. Kaj so pa recimo najbolj pogoste personalizacije pri prstanih? V bistvu najbolj ta, ko jo imajo 99%, je v bistvu notranja gravura, to imajo vsi. V bistvu najbolj ta klasična je, da si da par kontraime, datum in pa letnico poroke. Imamo pa tudi zelo različne. Eni si dajo na primer kake koordinate si noter napišejo, pol ponujamo tudi to, na primer, da si sama, da rokopis napišeta, pa se pol noter gravira njun rokopis. Pol vem, da eni si dajo tudi prstne odtise, se vzame prstni odtis in si data drugemu prstni odtis noter gravirati, tako da tega je res veliko, ja. Se gre pa ponavadi pri tej gravuri samo bolj za notranjo, no, ni zunanje. Pa so gravure tako na splošno, mislim, jaz zdaj čisto laično, ker gledam, bi rekel, koliko velik je prstan, pa koliko velika je gravura, je to, koliko je komplikacij, verjetno. Pa tako bom rekla, no, pri moških prstanih niti ne, no. Pri ženskih prstanih, ko pa se bolj nagibajo tanjšim ne, je pa v bistvu je mogoča gravura, ampak je posledično za samo širino prstana, no, manjša. Ja, manjša, tako da v bistvu je, ampak nimaš toliko prostora, kot pa na primer v moškem prstanu, no. Na kak način pa poteka ta gravura? Lasersko je gravirana noter, ja, lahko je tudi ročna. Te na primer neke bolj osnovne stvari, kot so imena, datumi, letnice, to je v bistvu ročno gravirano. Če ne, mislim, da... Prstni odtis pa malo težje, verjetno. Ja, to bo malo težje, ja, tako da to pa je pa lasersko, no. Ja. Ja, če sreča za moderno tehnologijo, a ne? Res, ja. Veliko več možnosti pa za izbiro, kaj vse se lahko gravira. Kako je pa, bilo je že malo omenjeno vzdrževanje, ampak vseeno, verjetno, ko naredita prstan, tudi data neka navodila oziroma neke ideje, kdaj se naj zopet oglasijo in kaj vse naredijo. Kako je z vzdrževanjem, kaj vse morajo razmišljati? Zdaj v bistvu pri nama je tako, da ponudimo enkrat letno brezplačno obnovo, kar pomeni pač, da tudi ni par brez prstana, vsaj enkrat najavi, se oglasi, gre za pol urca na kavo, pa se pač prstani obnovijo, sčistijo, vsi kamni se pregledajo, tako da so v bistvu res ves čas kot novi.
So pač pari, ko se držijo tega, pa res pridejo enkrat, ali pa mogoče na 2 leti, imaš pa ene, ko se oglasijo po 10 letih. Tako da, Ja, je nekaj narobe. Pa malo več dela. verjetno. malo se ne sveti več. Tako da, ja, no, mislim, ni pa zdaj, no, da pa če prineseš 2krat v enem letu, da je pa kaj narobe, tudi lahko, brez panike. Ne zaklenete vrata. Ne. Closed. Kaj pa, če bo potrebno spremeniti velikost prstana? A so to kakšne težave, oziroma se to da pač narediti brez kakršnih koli omejitev in tako? V bistvu pri nama je tako, da smo že pri vsakem modelu, no, razmišljala že vnaprej. In je v bistvu vsak prstan zasnovan tako, da se ga da kadarkoli povečati, pomanjšati. Zdaj, mogoče sta že čula ali pa tudi ne, da nekateri, ko imajo pač ponudniki, ko imajo kamenčke okoli in okoli, pač pri teh rečejo, ne, nikoli ni možna povečava, pomanjšava, ne. Ampak midva smo pa v bistvu to tako razvila, da je pač tudi, ne glede na to, da so kamenčki okoli in okoli, je možna kadarkoli povečava, pomanjšava, pa ne gre se za to, da bi se, ne vem, mogoče do odpara zredil ali pa pač shujšal ali pa karkoli, ampak dejstvo je, da grejo z leti členki na prstih narazen in se pač povečajo in pol nekater par sploh ne dobi več prstana gor, ne. In v bistvu moraš to, glede na to, da je pač prstan za celoživljenjsko obdobje, ne, ga moraš v bistvu tako zasnovati, da se ga da nositi tudi kasneje, no. Si rekla gor. A je prišel kak par, ko je prišel, Ja, dajte ga dol. Pazri. Aha, Tudi se že zgodi, ja. Se mi zdi logično, če se dejansko telo spreminja, Ja. pozabiš, no, eni so mogoče živčni pa skozi testirajo, ga je dol ali ne, ampak ponovadi ga ne daješ kar tako do prstana poročnega in kar naenkrat opaziš, da Se tudi zgodi, ja, sploh, ko je že panika, pa ne vem, kak zdravniški pregled ali pa kaj, pa pridejo s paniko. Joj, jaz imam jutri pregled, moram si dati prstan dol. Pa imata, pač omenili smo to, da pridejo v živo, da pokličejo po telefonu, napišejo mail, na sejmu se spoznate. A imata tudi na spletu prikazane prstane, a imata vse, ali imata samo nek nabor, tako da pač, bom rekel, privabita, da pokažeta, kaj znata, pa da pa pridejo v živo pogledati, ali na kak način je pa spletna stran zasnovana. V bistvu imamo spletno stran, na spletni strani so tudi od vsake kolekcije, ki je pač letna kolekcija, je poslikanih enih par modelov, ne pa vsi. Tudi nimamo spletne prodaje, karkoli. Je pa v bistvu to zaradi tega, ker se vemo, danes je že svet zelo digitaliziran, ne. V bistvu midva pa želima bolj pristopiti temu pristopu, da se vzpostavi nek osebni stik, da se pač glih, da se poveže neka zgodba, no, tako da v bistvu je bolj namenjena samo neki osnovni stvari, pa da se pol naveže ta osebni stik, no. Ja, si cel čas o tem govorila, v Ja, bistvu tako. ja. Ampak težko pa v tem času spustiš spletno stran, pa Ja, težko. moraš pokazati, kaj imaš pred Ja, kdo pride, a ne. definitivno mora biti na spletni strani, no, nočemo pa, da je vse gor, tako da. Pa sodelujeta zraven pri tem, ko fotkajo vajine nove kolekcije, sta prisotna? Jaz bolj, ja. A ti fotkaš prav? Tudi neke stvari, ja. Tudi neke stvari, ampak te, ko grejo na spletno stran, bolj pustim. Je kar kompleksna reč, a? Ja, Jaz nisem ja. nekaj v življenju mogel narediti, pa je zanimivo delo. Se mi kar luštno, mislim, meni je všeč. Moram reči, da se dosti fotografov izogiba temu. Jaz sem seveda pač stokal in pogledal fotke in so fajn, ja, so hude, ja. Hvala. Ja, hvala, mislim, pohvalil sem fotografa. Ampak tebe pa za izbiro njega, te dajo ga kakorkoli. Ne, pa se mi fotografi, videografi tudi, no, konec koncev vedno rešujemo neke probleme, pa ne govorim za tako v odnosih, ampak tudi pri samem fotkanju vedno imaš eno težavo pri prstanu, recimo to, da je tako ko žlica, recimo, ko boš fotkal prstan ali pa žlico, se vidi vse okolje, vse posod in moraš nekako blokirati vse, pa se prav tudi obleče, recimo, ker tam pri kameri boš mogel stati zraven ali pa, ja, sam zaslonko, mislim, sam objektiv pusti, da se ga vidi, pa ga pol retuširati. Točno to je, sploh obdelava, pa slik naprej, je, ne, zelo kompleksno. Mislim, mene je neki zlatarjev kontaktiral, da že tako, zdaj že nekaj časa ne, no. Ampak še pred leti, če bi pač delal in pač težko daš ponudbo glih tako, a veš, ja pa to je dosti drago. Specializirano. Ja, mislim, si moraš nekaj časa vzeti,
Pa te se ni pomembno, vse te prstani niso najbolj pomembni, da so dobro pofotkani, pa jih na en drug fotkaj. Ne bom se jaz svojim delom tako pokazal, da ni najbolj, mora biti odličen ali pa nič, ne. Ker v bistvu pa sam sebi neko senco delaš. Točno to, ja, ne, pa se vsem si ti podpisal, pa tudi če nisi, na neki točki nekdo zve, da si ti delal. Tako da meni je kar pomemben in ja, ta del je kar, je dobro, da si zraven, ja, da ga nadziraš. Izvoli, Rok. Kaj pa bi rekla, a je mogoče v zadnjem času, da je bolj moderno belo zlato kot rumeno zlato? Ker se mi zdi, da ni več teh klasičnih samo iz rumenega zlata. Pa bom rekla, to bo zdaj ful presenetljivo, ampak ful se vrača nazaj rumeno zlato. Ful. Ful. Je bilo zdajle par let, no, da je bilo samo belo, ali pa mogoče kakšna kombinacija, ali pa z rozom, ne. Ampak se zdajle zadnjih 2 letih ful nazaj vrača rumeno, ker naprimer vmes niti en ni pogledal rumenega zlata, mogoče kak starejši par, karkoli, ampak zdajle se pa ful vrača nazaj. Res. Se mi zdi, da se v tem času zadnjih kar nekaj let vse bolj vrača, ja. Generacije naših staršev, ki bi rekel, počasi k nam zdaj vrača, pa dojemamo in oblačila in ne vem, nasploh ves stil, tako prihajamo nazaj. Jaz bi rekel, da je to mogoče zato, ker ljudje malo bolj trajnostno razmišljajo, koliko se bo to nekaj čez tok pa tok let videlo, ker iz belega zlata bi hitro lahko rekel, v redu, to je pa ne vem, srebrni prst, pa nekaj takega. A ti takoj vidiš razliko med srebrom pa belim zlatom, verjetno, ne? Se vidi, ja. A ja, imam, le imam. Ja ne, mislim, itak je že vidiš v lesku pa vsemu verjetno. Tudi pa že, ko je po nekaj časa nošnje, se v bistvu vidi pri srebrnem prstanu v bistvu tako malo na hladno, na črno začne potegnati, no, tako rahlo oksidira, pri zlatu pa ni no tega toliko. Torej je to, kar imaš ti gor iz belega zlata? Ja. Ker je tak, ne vem, kako bi opisal, ampak tak rahlo aluminijast lesk ima belo zlato, srebre pa res ono svetleče. Zdaj moje laično čisto. Jaz tukaj ne bom sploh nič dodal. Fotografsko oko bom rekla. Ja, rečemo temu tako, ja. Gremo še malo na pomen prstanov, emocije in tako. Zdaj pa čisto subjektivno, ampak kaj pa tvoje poročni prstani simbolizirajo? Pa tako, ko sem že malo brala vprašanja, mi je tole vprašanje bilo kar tako, ampak moram reči, da mi je v bistvu mislim, jaz ga sicer nimam, ampak tako, ko sem razmišljala o poročnem prstanu, no, mi je tako v bistvu ful lep simbol, ko v bistvu ga vsak dan nosi s sabo in te v bistvu spominja na na eno tako veliko pomembno stvar, no. Tudi na, če lahko rečem, na en izmed najlepših dnevov v tvojem življenju te spominja, tako da v bistvu je nek spomin, ko ga skozi nosi s sabo, no. Pa tudi ta krog, a ne? Ja. Ko smo ga že omenili, v bistvu tak never ending, a ne? Točno to, kar bi naj bil zakon, a ne? Ja. Točno to, ja. Tako da v bistvu je tak, no, v bistvu en simbol, ko ima več pomenov, ampak takih lepih, no. Kaj te pa najbolj gane pri delu v tem času, kot oni delajo s tabo še zaročenci, še niso poročeni, a ne? V bistvu mi je ful lepo, ko pride kdaj moški, pa pač prije po zaročni prstan, pa v bistvu točno ve, kaj si pač želi njegova bodoča zaročenka, pa mogoče pove kako lepo zgodbo ali pa pove, kje se bo ta zaročila, kdaj se bo ta zaročila in je v bistvu pa ful lepo, ko že v bistvu že ti naprej veš, pa ne, ful dobro, tako da imamo enih par takih zgodb, no, ko se v bistvu ali so se šli kam v južne kraje zaročiti ali pa v bistvu so šli sam na nek pohod, pa je zaročni prstan s sabo vzel, tako da ja, no, tako lepo, ko slišiš te zgodbe. Se to smo čisto spustili zaročne prstane, ne smemo na to pozabiti, ker to je začetek. Je to v bistvu začetek, ja. Pa za ta del mize je to, mislim, omizja je veliko bolj pomemben ta del. Tako se mi zdi tudi, konec koncev je verjetno teže, jaz tudi še nisem šel čez ta proces, ampak tako, ko razmišljam, pa lahko prijeta pa poročne prstane, so že skupna mnenja pa vse, tako moraš pa zbrati zelo pomemben del nekita bom rekla, ja, da sama, za ene je to kar taka težka, no. Se moraš dokazati, da poznaš partnerko. Ja. Res, mislim, eni si res
ene že, bom rekla, ženske naprej pripravijo ne, z idejami, kaj bi želela, ampak eni so pa res čist prepuščeni in pač morajo zbrati, ne, kar se jim zdi, da bo zaročenki všeč. Ne. A pet je tako z videom, kar na telefonu. Tudi ja, tudi. A res? Tudi ja, tudi. Aha, smo Ja. zato izvirni, Ja. pa ne izvirni, kakorkoli. Rabo je zaročni prst. Točno tega. Tukaj je. Ja. Aha. A je pa kak par, ko bi rekel, ali neka zgodba, ko te je pa posebej ostalo v spominu? Pa v bistvu bom rekla, no, da vsak par ima neko svojo zgodbo, res. Čisto vsak par je nekaj posebnega. Zdaj, da bi mi pa prav kjer ostal tak v spominu, da bi ga omenila. Pa v bistvu, no, res čisto vsi ti tako ostanejo v spominu. Res, če Vse pa, so unikatne ja, zgodbe. vsak je neka zgodba za sebe in pač tudi, pol, ko pridejo, no, čez par let nazaj, ko misliš, da si jih že pozabil, ne, se pa v bistvu spomniš para, ko je v bistvu prišel naročit, ne, res. Tako da. Koliko učiteljice, ko so spomnili svojih Ja, učencev, ali ne? točno tako, ja. Sreča nekje Točno vmes. O, Goran, ti si, že nisem videla toliko let. Ampak je res lepo, no, se tudi, recimo jaz, ki se s fotografijo ukvarjam, a ne, in pol, pri meni so se razvila ta družinska, pa božična, pa ne vem, kakve vse te obletnice in to. Fotkanja, ker nisem imel včasih ideje, da bom jaz to delal, pač nisem tudi zares neke velike želje imel. Ampak če si poročen fotograf, nekako družina gre skupaj s poroko in pol, če se izkažeš, kar očitno sem se kdaj pa kdaj, pol pokličejo, a lahko to naredimo, pa pač nisem izresno rekel ne, sploh zato, ker sem se s parom ujel, pa tek ja zavajo karkoli, a ne. In pol začneš in ti je ful dober in zdaj vedno več parov seveda hodi nazaj, ker tudi začneš pol počasno ponujati. In je res zanimivo pač, ja, ko tudi vidiš družino, ki raste v bistvu, ker ne prideta več sama nazaj, ker prideta z otroci, a pa pač z otrokom, pol kasneje z več otroci in tako. Je kar hvaležno delo, no, se mi zdi, da smo se prav odločili. Pri nama se tudi zgodi, da pride res cela družina zbira, ročne prste narediš in od ženina, pridejo ta starša pa od neveste, pride ta starša, res tak, pa imamo cel salon. A je hektično to ali je? Ne, mislim, včasih ja, ampak po večini primerov no, je pa tako lepo videti, no, da tako tudi ne spodbuja cela družina. Pa, Da se vsi angažirajo. ja, točno to je, ampak včasih v katerih primerih pa zna biti mogoče malo naporno. Pri No. poročnih oblekah smo predvsem slišala, da včasih je boljše, da nevesta bi čisto sama prišla, pa recimo samo Ja. s pričo, Ja. kakor da je zdaj. Se je ful dobro, tako ko gledamo filme, se smo vsi iz tega najbolj navajeni. Tudi če si doživel 20 porok, to ni nič proti temu, kaj vse si Valjda. videl na televiziji in internetu danes. In se vedno zdi tako, ja, grejo v salon, pač pa gledajo poročne obleke, ali pa tudi prstane in se smijo in se malo dobro še ponavadi neka penica zraven, pa tako. V resničnem svetu pa je ni vedno isto, zato sem vprašal, če je. Ampak se verjetno večina primerov je zelo prijetnih in luštnih. Večina ja, ampak včasih pa res, no, včasih pa si, ne vem, nevesta pripelje, ne vem, kako kolegico zraven ali pa kaj in pol je ta kolegica zraven čist, tak, malo bom rekla, moteč faktor, ne, je v bistvu bolj na tak, ja, meni to ni všeč. Ja, Pa ker se je nevesti začne ful za sebe všeč. zbirati Ja, na koncu. nevesti ful všeč, pa bo ona rekla, ja, meni to ni všeč. Ja. Moš mogoče malo prebrati, če greš tako kot nek svetovalec zraven iz oči, kar seveda pri prijateljici lahko, ne? Ja. Pa če vidiš, da je to ful dobro, mogoče zadržiš svoje mnenje zase. Ja, in- ja, točno to je, ne pa, ne vem, meni se to vseeno zdi, da, mislim, jaz iz osebnega mnenja, no, bi raje to šla sama s svojim partnerjem zbirati, zaradi tega, ker pač konec koncev je to najin dogodek, ne. Ja. Tako da v bistvu se mi vseeno zdi, no, Pa pač. tako začetek skupnega Ja, življenja in tako točno to naprej. je, ne. točno to je. Se neizogibno je, da pač, ko se enkrat začne družina in to se pač večino časa tukaj v tem, še vedno ostanejo prijatelji in vse, ampak Ja. ja, mogoče se tudi pri tem posvetiš pa bolj partnerju, Ja, partnerki, a ne. točno to je. Ja, Mislim, da smo prišli do konca. ja. Jaz sem tablico že zaklenil. Vprašanj še imam, ampak ne bomo s tehničnimi danes preveč, bomo enkrat naredili tehnični podcast, pa bomo šli Zmerjeno. v poliranje in vse ostalo.
Ja, pridemo v delavnico. Ja, tako, pa še en vlog posnete, pa sem podcast. Ja. Ampak najlepša hvala za tvoj čas. Ja, hvala vam. Bilo je prijetno, hvala za vse, kar si razložila. Ja. Tudi za mene je bilo malo poučno. Bom lažje zbral prstan, ko bo enkrat prišlo do tega. Vam bom pustila vizitke. Tako, to vidiš. Ja, pa uspešno sezono. No? Ja, hvala vam tudi. Se še srečamo še kako leto, ali pa vedno bomo malo videli update. Ja. Pa takrat prije oči, bomo Ja. zamenjali, da vidimo iz drugega. Da pride on na podcast. Ja, tako. Upam, da ga bo gledal, pa da bo zvedel to. Ja, najlepša hvala. Okay, super, hvala Čau, čau. vama.